so ljudje v izraelskem kraljestvu začeli častiti izmišljene bogove, je Bog poslal preroka Elija h kralju Ahabu s sporočilom: Ne bo dežja in niti rose, razen na mojo besedo. Kmalu je v deželo prišla huda lakota. Primanjkovalo je vode in ljudje so umirali od žeje. Toda Bog je poskrbel za Elija. Poslal ga je daleč proč, kjer je iz skale izviral potok. Ostani tukaj, dokler ne bom spet poslal dežja, mu je naročil Gospod. Tu boš imel dovolj vode. Toda Elija je bil tudi zelo lačen in je molil k Bogu. Bog se je ozrl na njegovo molitev. Poslal je krokarje, da ga nahranijo. Krokarji ti bodo vsako jutro prinašali meso in kruh, da boš jedel, je rekel Bog. In tudi vsak večer ob sončnem zahodu so se krokarji vrnili s hrano za Elija. Ker v deželi ni bilo dežja, je čez čas tudi potok usahnil. Tedaj je Bog rekel Eliju: Pojdi v mesto Sarepta, našel boš vdovo, ki živi tam skupaj s svojim sinom. Elija je odšel, kamor mu je naročil Gospod. Zagledal je vdovo, ki je nabirala dračje. Ogovoril jo je: Mi lahko prosim daš malo vode in kos kruha? Rekla je: Le še peščico moke imam in malo olja, da spečem še zadnji hlebček. Speci najprej zame enega, je rekel Elija. Moke in olja ne bo zmanjkalo, dovolj bo za vse. Ne skrbi, Gospod Bog mi je razodel, da bo poskrbel za nas, če bomo zaupali vanj. In žena je verovala njegovi besedi ter pripravila vse tako, kakor je naročil Elija. In kadarkoli je spekla nov hlebček, vedno ji je še ostalo moke za naslednji dan. Vse dotlej, ko je končno spet prišel dež in je zrasla pšenica. Vedno je bilo v vrču nekaj olja in v posodi dovolj moke za kruh. Potem se je Elija vrnil domov. Bog je na poseben način poskrbel zanj. Prav tako skrbi tudi zate in zame.